Lepo pozdravljeni, dobro jutro in v lep dan, v ta sončen dan, ki pa nam prinaša pravzaprav eno žalostno novico. Marjana danes ne bo, ker je zbolel in je COVID pozitiven. Tako da mi smo poskušali urediti tudi, da bi se mogoče preko Zooma javil, počuti se slabo in če se človek počuti slabo, se pač verjetno res težje pogovarja. Jaz sem, hvala lepa založbi Primus, vseeno rekla, da bi kljub vsemu, ne glede na to, da Marjana ni in da vem, da ste mnogi razočarani, kljub vsemu ta trenutek izkoristili, da se poklonimo njegovi knjigi oziroma da jo sprejmemo odprtih rok. Nisem z tega planeta je knjiga, ki je najbolj, kako bi rekla, odpira najbolj drzna vprašanja, ki so zdaj prvič v Sloveniji. Jaz vam ne mislim jemati časa, kako bi rekla, tudi ne morem interpretirati Marjanovih njegovih misli in njegovih stališč. Sem pa rekla, da mogoče da izkoriščimo, da se pogovarjamo o enem vprašanju, ko sva se midva pripravljala na pogovor, ki me je vznemirjalo in sem ga zdaj tudi videla, ker sem ga napisala na Facebook, da vznemirja vse nas in da mogoče s tem majhnim pogovorom, krajšim, da se mu poklonimo, da nas posnamete in mu pošljete v bolniško posteljo, živijo, Katja, in da, naprimer, da se vprašamo in da se pogovarjamo. Jaz bom prosila Natašo, da bo nosila mikrofon okrog in da mogoče razvijemo eno debato v stilu, tako kot bi si Marjan tudi želel. Kaj mislite, ali smo programirani, da smo sužnji, da poslušamo, da moramo, se pravi, živeti v nekih družbah in združbah, ali je to program, vsa naša prepričanja, ali je to vsiljeno od zunaj, oziroma kaj mislite? A ste vi za to, da se pogovarjamo? Ste? Ste? No, jaz bom naprimer Tanja, tebe bom, ker se upam, ker midve smo imeli zadnjič tudi že pogovor, vsi ostali pa dobrodošli, oziroma predvsem tisti, ki odhajate, preberite knjigo, ker je odlična. Tanja, kaj ti misliš, smo programirani? Mislim, človek, oziroma kaj je sploh suženjstvo je? Suženjstvo. Pozdravljena Zvezdana in hvala za besedo. Se sliši? Ne, malo bolj na glas. Malo, dajte bolj na glas, ja. Se slišimo? Je zdaj? Ja, pa mečkaj še tako. Ja. Pa najboljše, če vstaneš, pa vsem nam govoriš. Jaz vem, da se boste vstali težko in težko na glas govorili, ampak to je, vzemimo danskrat eno vajo tega, a? Da ne bomo vrgli stran časa, a ni škoda? Ja, pozdravljeni si skupaj. Moje ime je Tanja Pija Metelko. In hvala ti, Zvezdana, za ta Tanja Pija Metelko je pa v bistvu prva certificirana z učenji dispense, ki ga tudi Marjan zelo ceni. Tako, zdaj ali smo programirani in kdo nas programira? Zdaj jaz ne verjamem čist, da so nas nezemljani programirali, ampak nikoli ne vemo. Tega ne vemo. Ja, dejstvo pa je, ker to znanost dokazuje in tudi miri, med njimi tudi dr. Joe ves čas, da je 95% tega, kar smo, naše nezavedno. 5% je samo našega zavestnega dela, vmes je nezavedni in potem je nezavedno tisto, kar nas v bistvu drajva v navednicah, se pravi tisto, kar nas dela v resnici to, kar smo. In to so naši programi, ki smo jih dobili skozi vzgojo, skozi informacije, skozi šolo, skozi vse to, kar smo živeli, doživeli, skozi vse naše izkušnje, veliko naših čustev, vse to je shranjeno v nas. In ko se mi želimo nekaj odločiti, ko mi želimo nekaj narediti ali pa nečesa ne narediti, je v bistvu naše nezavedno tisto, že ime pove,
da na nezavedni ravni nekaj sproži in nas naredi krhke, ranljive, občutljive, nam vzbudi strah čustva, čustvo strahu, pa niti ne vemo zakaj, ker ne moramo tega racionalizirati, ampak enostavno pred nečem občutimo strah ali pa jezo ali pa bes, neko močno čustvo, ker če bi racionalno pogledali, bi rekli, ne, zakaj pa jaz to čustvo zdaj čutim? In to potem prevlada. Ne? Tako da odgovor je ja, v veliki meri smo programirani. Ampak se na srečo tukaj ne konča, ker mi lahko vplivamo na naše nezavedne programe in jih spremenimo. Torej, tista nezavedna prepričanja, ki nam ne služijo več, tista čustva, ki ne želimo čutiti, lahko vplivamo z mislijo, z meditacijo, z mentalno vadbo, do tega dostopamo in to spreminjamo. Tako da na koncu imamo zelo veliko moč nad temi programi, če se jih lotimo na pravilen način. Hvala. No, jaz ne bi delala obnove knjige, knjigo je treba res prebrati, je dolga, jaz sem se kar grizla skozi njo, ampak točno to govori na koncu knjige oziroma proti koncu Marjan, daje orodja za vse nas, kako se znebimo teh tesnobnih občutkov, če imamo slučajno občutek, da nismo z tega planeta oziroma da smo ujeti v neke vzorce z dihalnimi tehnikami, meditacijo, z njegovim, tisti, ki poznate njegovo karmično diagnostiko Axis Mundi. Tako da je to vse obrazloženo. Zanima me, a se kdo izmed vas počuti kot nezemljan? Pa zdaj smo kar varni, tukaj se ni nobenega tam od zadaj, noben ne ve, kaj mi delamo tle. Vem, da se je težko izpostaviti. Verjetno je vsak izmed nas imel občutke, da ni z tega planeta, ne? To sem skoraj 100%. Vsak izmed nas, a je tako? Bistvo je, ne? Jaz vam zdaj malo pač govorim o tem, kar sva se midva pogovarjala. Veste, kaj sem jaz rekla? Marjan, knjiga je odlična, ampak a ti veš, da bo površno branje prineslo reakcijo, da kadar ti v življenju ne bo kaj šlo, pa boš rekel, nač, Bog pomagi, ne gre, zato ker nisem z tega planeta. A ne? Tega se moramo, mislim, zavedati in bati. Tako preprosto to tudi ni. Jaz sem imela prijateljico, izjemno načitano in brihtno žensko, ki je kadarkoli res ni šlo in se je pol prepričala, da ji itak nič ne gre, da ji nič v življenju ne gre zaradi tega, ker ji je, mislim, da prav Marjan rekel, da je Siriusa. Tako da to je past, v katero ne smemo past, predvsem pa se moramo seveda delo na sebi, ves čas in predvsem se moramo zavedati, da smo kljub vsemu z razlogom tukaj. V teh zemeljskih okvirjih, obteženi s to zemljo, konkretno, blatno, težko ali pa lahkotnim peskom. Tukaj smo z razlogom, tudi če smo prišli od zelo daleč. To je moje mnenje, mislim, da tukaj nekje sva se midva pogovarjala, oziroma o tem bi se pogovarjala. Kako pa vi mislite, a še kdo ima, bi si kdo upal, oziroma jaz pustimo tale upal, čim sem ga dala ven, mislim, pol se začnemo spraševati o upanju. Upanje umira zadnje, evo, tako sem se zvlekla. Bi še kdo kaj povedal? Pa gremo tako, a ste prebrali knjigo? A ste? Ne. A se sliš? Ne, nič se ne sliš. Mikrofon, pa malo na glas bolj, zaradi tega, ker... Halo, se. Ja. Ne, se jaz imam samo Kar ostani, Katja, prosim, ja. Pozdravljeni. Jaz sem Katja Božič iz Jane drugače, ampak imam čisto vprašanje zate, Zvezdana. Kaj pa Marjan rekel na to, kar si mu ti rekla? Marjan je rekel, da je knjigo... hvala, vidiš. Marjan je rekel, da je knjigo napisal predvsem zaradi tega, da bi se ljudje rešili suženjstva. In da ve, da je zelo velika nevarnost, da se jo površno
interpretira, ampak kolikor sem jaz razumela iz pogovora z njim, je on strastno predan zdaj tej ideji in se veš, ko pišeš knjigo in ko začneš razlagati nekaj popolnoma nove, nore, danes je to kljub vsemu še vedno nora teorija, ne, ker je, on jo sicer dokazuje, veliko je dokazov, veliko je virov, ampak kljub vsemu ostajajo velike sence dvoma v današnjem času. Ampak on je temu zelo predan. A veste, to piše on prvič javno in zato je potrebno imeti dosti poguma, moral se bo soočati s takimi in drugačnimi vprašanji. No, ampak mislim, da je, tudi jaz sem se strinjala, da je čas, da gremo korak naprej, ne. V bistvu moramo ljudje, vsaj tako nekako sva se tudi, mislim, pogovarjala, ampak jaz res ne bi rada, da bi ga jaz citirala, saj veste, ljudje razumemo drugega človeka skozi sebe, ne. In jaz razumem po svoje, on je lahko mislil kaj drugega, zato mi je na nek način težko, ampak mi v tem trenutku smo ljudje na točki, ko moramo delati znotraj sebe, aktivno in aktivno tudi zunaj sebe, ne. In da moramo seveda z nekimi znanji in čutenji biti zelo pretočni in hkrati moramo tudi zelo sejati vse, presejati in izbirati vsa ta sporočila, ki jih danes dobivamo v svetu tako na široko in dobrohotno in rastejo okrog nas. To, da lahko presodimo, kaj je prav in kaj ni prav, samo v smislu za vaš osebni prav in neprav, je vaša stvar, ne? In tukaj je treba biti tudi zelo pozoren in ves čas zavesten. Se pravi, jaz razumem to informacijo tako, drugi jo pa lahko razume tudi drugače. Zato težko govorim v njegovem imenu, ampak on je zelo predan tej ideji, piše že drugo knjigo in raziskuje, mislim, da in da se, kakor vem, se je tudi odločil, da bo izdal vsako leto eno knjigo in seveda to je obdobje, njegovo obdobje je obdobje, ko v bistvu pobira sadove svojega znanja, svojih izkušenj, vse, kar je slišal, kar je nabral, nekako umešča zdaj v nek kontekst. Tako da on je tudi, se veste, v tej knjigi je zelo velika kritika tudi katoliške cerkve kot organizacije, ne kot vere. On jo natančno opisuje. Jaz sem podobne stvari že brala v Gržanovi knjigi na podlagi zgodovinskih dejstev, kako interpretira cerkev, kako je interpretirala cerkev, se pravi odlične ideje, najlepše ideje tega sveta, ki bi nas vse lahko naredila srečne, ampak človek si vedno vzame v roke palico, svinčnik ali meč in interpretira po svoje in išče ves čas svoj prav. In s tem onesreči mnoge in na koncu vedno tudi samega sebe. Tako da tega se in vem, da mi je rekel, da se bova tega vprašanja lotevala bolj, kako bi rekel, pazljivo, da ne bi koga užalil. Sicer pa Marjana jaz poznam, ko sem delala, jaz sem se spoznala z njim v bistvu, da preko oddaje, potem sem delala z njim karmično diagnostiko en teden na otoku Ižu, tam sem se učila in tako da jaz poznam Aksis Mundi in prebrala sem vse njegove knjige. Veliko debatirava, večkrat se slišiva. Enkrat me je celo, to so bili prve moje izkušnje s temi stvarmi, v katere jaz priznam, ko sem začela pogovore, nisem verjela. Vem, da sem bila bolna in da tako kot on verjetno zdaj, in je rekel, daj no, greva, te bom pozdravil nadaljavo, in jaz nisem verjela in sem preko telefona se midva pogovarjava, nikoli ne bom pozabila, kje sem stala, in je rekel, zdaj se pa poveživa, in sva šla, takrat če Aksis Mundija nisem poznala, in sva šla skozi, se povezala, in jaz sem bila naslednji dan zdrava. No, in pol sem
to nekam porinila v predal neraziskano. In potem se mi je še večkrat tako zgodilo, večkrat sem se tudi srečala z energijskimi zdravljenji, ne samo z njim, in lahko vam rečem, da jaz osebno verjamem v te stvari, verjamem tudi, da bi se lahko sami zdravili, ampak verjamem, da so te ključi v bistvu na nek način še kar na nek način težko dostopni, ravno zaradi tega, ker človek veliko stvari pokvari, enostavno pokvari. Ena izmed teh je tudi od dr. Joe Dispenza, se pravi, ampak v bistvu karkoli jaz gledam od zunaj, meditacija, Marjan, Joe Dispenza, mislim, vsi veliki učitelji, meditacija, pot k sebi, harmonija, točka popolnega niča, iz katerega mi lahko kreiramo svet, in zdaj kvantna fizika to tudi dokazuje. Ko zdaj sem pa jaz dosti govorila, Marjan bi bil po mojem vesel, če bi kdo kaj od vas povedal, kako pa vi gledate na ta svet, da tudi treniramo na koncu to, da smo si različni, da drugače slišimo in drugače vidimo in da znamo to sprejemati. Je kdo? Pa daj mi ti povej, no. Mi dve se poznava, ne? Ja, no, daj. Sam, če se predstaviš vsem, mi dve se poznava, sva se na kakšnih delavnicah srečali, kaj ne da? In se učiva. Jaz sem Majda Zvukec Brčvak, jaz imam tudi hram modrosti, pa ne bom reklame nič, o delavnicah, o predavanjih in tako za osebno rast. In z Marjanom sva že zelo dolgo prijatelja, bi lahko rekla, ker sem bila na vseh njegovih potovanjih in to je res čudovito, vabim ga še naprej, da gremo še kam, ampak zdaj se je toliko knjige dal, da nima časa za ta potovanja. Drugače pa rečem, ja, mislim, da si lahko veliko sami kreiramo v življenju, kljub vsemu, da so ene danosti, ker tudi Jyoti svetovalka sem in je dejansko veliko danosti v življenju, ko so enostavno, ampak da se pa veliko preseči. Ko delamo na sebi, ko delamo v svojem osebnem razvoju, se spreminjamo, zavest se nam širi, širše gledamo in dejansko si lahko marsikaj nekako že pogled, če mi spremenimo pogled na življenje, se nam dogodek se zgodi. In zdaj, kako mi gledamo, ali tako, jaz vsekakor zagovarjam optimističen način in da smo rojeni za srečo, da smo rojeni, da smo radostni. In se mi zdi tudi Marjan je tega mnenja, vem, da je več radosti v življenje. To si mi lahko damo. Tudi v končni fazi sreča je naš izbor. Mi zjutraj, ko vstanemo, lahko se odločimo, danes bomo imeli pa čudovit dan. Karkoli se zgodi, sprejmemo. In že ko mi spremenimo način do dogodkov, do življenja, do vsega, to lahko mi sami izberemo. In tukaj se že življenje lahko zelo spremeni. Tako da Marjanovo knjigo imam že doma, ampak je toliko zajetna, da še nisem začela brati, pa verjamem, vse njegove sem itak prebrala in verjamem, da tudi to. In če bi zdaj zraven, bi mu res rekla poklon, ker se upa on s tabu temami. In to vsekakor mu poklon in tako, kar ste lepo rekla, zavzana ali si rekla, no, on dejansko je toliko močan, da se lahko potem konfrontira s temi mnenji, pove, kako gleda in tako naprej. In res poklon. Tudi prejšnja, ko je bila popolno zlitje, se sem mu pol napisala, ja, je potrebno, pejdi s temi stvarmi v javnost, ker razbijaš te meje, predstavljaš te meje. Tako da, ja, da nam predolga, res poklon in tebi in Marjanu. Hvala. Hvala. Ste videli, hvala, kako je lepo, ko širimo. Zdaj, ko si to govorila, sem dobila idejo, dve stvari. Glede na to, da, veste, mi, Marjan,
absolutno, to pa 100% vem, stoji za tem, da moramo delati sami. In zato se je tudi on nehal na nek način ukvarjati s svojimi terapijami, ker v bistvu pravi, da je napisal toliko knjig, da imamo toliko orodij in da če človek pri tem spremembi ne sodeluje aktivno sam, on nima čarobne palčke, da bo kar nekaj spremenil, lahko prisluhne, mislim, on ima te moči za prisluhniti in tako naprej, ampak v resnici, da imamo vsa orodja, da delamo na sebi sami, da pa se res, mislim, se spreminjaš ves čas, z vsakim dnem, za vsako svojo izkušnjo, za vsakim pogovorom, za vsako pozornostjo. A veste, če damo pozornost, da danes, gledajte, kaj se nam je zgodilo, da ga ni danes tukaj, da ste kljub vsemu tukaj, da ste že z razlogom tukaj, da bomo slišali, da se bomo pogovarjali, da bomo znali improvizirati, da bomo znali sprejeti spremembo, da ne bomo razočarani, ker nekoga ni. Vse to so izkušnje, ki nas delajo ves čas žive. In jaz bom zdaj pristavila tudi svoj lonček. Jaz sem preko pogovorov, ki sem jih imela 6 let, popolnoma tudi spremenila svoj pogled na svet oziroma sebe spremenila in tudi sem knjigo o tem napisala. Se pravi, ne rabimo imeti nekih predsotkov, da moramo biti mojstri, da lahko spreminjamo svoje življenje. Mi v resnici lahko spreminjamo svoje življenje. Jaz redno meditiram, delam jogo, prebrala sem vse knjige, pogovarjam se z vsemi, zanima me življenje, hvaležna sem, vsak večer se zahvaljujem. To so preproste stvari, ki nas peljejo v mir, v harmonijo, v srečo in potem lahko gremo v domišljijo, potem lahko debatiramo, razvijamo nove koncepte, nove misli. A veste, svet je točno takšen, kakršen je ta trenutek v vaši glavi. In jaz sem prepričana, da v nobeni glavi ni isti. Ne v moji, ne v vaši. Niti slučajno. In če vam jaz zdaj rečem ta trenutek, kaj vam ne rečem eno besedo, pa se lahko gremo igrati, da boste videli. Rečem, danes je... Ali lahko pomagamo Marjanu nadaljavo s skupinsko mislijo? No, naprimer, zdaj si je vsak v vaši glavi ima nek koncept, kako to lahko naredi. In mi skupinsko lahko ustvarimo to frekvenco, vsak pri sebi srčno energijo, da mu srčno želimo, da mu je čim boljše, da pozdravi v njegovo najvišje dobro in v njegovo prav tako, kot mora biti, se pravi, da ne preskoči nobene faze v njegovo najvišje dobro. No, ker zaprimo oči in pošljimo to misel. Dragi Marjan, tukaj te pogrešamo, radi te imamo. Vemo, da si pogumen, vemo, da si upaš vse tisto, kar si ne upamo mi. Hvaležni smo ti, čim prej ozdravi v tvoje najvišje dobro. Mi smo vsi skupaj učenci življenja in hvala ti za tvoj kamenček v tem mozaiku življenja. Radi te imamo, pogrešamo te, naj ti sonce, današnje sonce, sije vso svetlobo naše ljubezni. Jaz sem začutila. Hvala vam. Hvala, bomo Marjana vprašali, če je kaj čutil.
Hvala vam, da ste z mano, oziroma da ste s knjigo. Priporočam jo, da si jo kupite, kdor ne zmore, naj si jo sposodi. Delite to znanje naprej. Hvala vam za potrpežljivost, za odprto srce. Še ima kdo kakšno vprašanje? Ja, izvolite. Blizu mikrofon, naj se vas sliši. Še bliže. Bi rekla, da se splača delati na sebi, da je zdaj pravi čas, da delamo na sebi in da nismo levi, desni, cepljeni, necepljeni, ampak preprosto smo in da najdemo skupne poti in gremo z tega zdvignjeno glavo naprej. V sebi imamo vse odgovore in čestitke, Marjan, in tudi tebi, Zvezdana, za knjigo. Hvala. Hvala, ste slišali modrost, nobenih delitev. Mi imamo še en dogodek ob 2, kjer se bomo ravno o teh delitvah pogovarjali na temo celotnega opusa in dela Gaborja Mateja Tiborja, vedno govorim, Gaborja Mateja z Asjo Širovnik in Pina Paš. In se bomo pogovarjali ob 2, ob 12, še malo naprej pa imam jaz predstavitev svoje knjige z mojim sodelavcem, soavtorjem Rokom Smolejem, pride Bruno Šimleša, vodila bo pa Mojca Mavec. Hvala vam! Delimo, ne? Hvala vam, hvala.